Pisali so leto 1800. Kljub mrazu je bilo tiste prve decembrske dni pri Ribičevih v Vrbi na Gorenjskem skrivnostno, vznemirljivo in nenavadno živahno. Vse življenje v hiši je že nekaj časa teklo v pričakovanju rojstva tretjega otroka. Ob 3 popoldne 3. decembra se je v veliko veselje domačih in sorodnikov nenazadnje rodil težko pričakovani prvi sin France. Oče se je ravno motal med gospodarskimi poslopi in nestrpno čakal, kdaj se bo iz kamere oglasil predrljiv otroški jok in naznanil rojstvo. Brž, ko ga je zaslišal, je na vrat na nos pohitel v hišo. V zadregi je vstal, si žuljavo roko obrisal potno čelo in tisti hip ni vedel, kaj naj bi sploh storil. Samo to je čutil, kako sta ga napolnili prijetna toplota in neizmerna sreča. Komaj je dopolnil 8 let, je šel doma živeti s strico do Moniku. Zaradi odličnega uspeha v ribniški trivialki je stric Jožef jeseni 1812 odločil, naj njegov ljubljenec nadaljuje šolanje v Ljubljani. V prestolnem mestu takratne Kranjske je preživel kar 9 študentovskih let. Najprej je obiskoval male šole, nato latinske šole in zatem še licej. Ribičevi v Vrbi so že zgodaj opazili Francetovo posebno veselje do izražanja v rimah. Sestra Lenka se je do konca življenja spominjala, da je njen brat, odkar ga je poznala, vsako reč brž na verze naštimal. Prešeren je sam trdil, da meri 5 šoljev in 5 palcev. Med Ribičevimi otroci je bil sicer največji. Hodil je hitro, kadar je bil razburjen in hud, pa je skoraj tekel. Oblaščil se je pesnik tako kot drugi in se ravnal kot tedanji šepir. Svetle obleke ni nikoli nosil. Kravato je nosil precej visoko, tako da mu srajce ni bilo nič videti. Nosil je dolge hlače in bil obut s škornjem. Na vsakogar, kdor se je z njim družil, je napravil Prešeren prijeten vtis. Prešernov obraz je bil ovalen, zdrave barve in od sonca nekoliko zagorel. Sive in bolj majhne oči je imel napol odprte. Kadar je bil močno vznemirjen, na primer vesel ali jezen, se mu je zablistilo v očih in silna strela je udarila v predmet njegove ljubezni ali jezen. Obrvi je imel svetle in košate, nos pa bolj dolg in rahlo upognjen. Usta majhna, ustnice drobne, zgornja je molila nekoliko čez spodnjo in le po trzanju spodnje ustnice so ljudje vedeli, da je bil močno vznemirjen, kajti znal se je zmeraj premagovati. Njegova brada je bila mehka in okrogla s plitko jamico. Okrog ust je imel poteze iskrene prijaznosti in ljubeznive dobrote. Lasje temnorjavi, skoraj črni in nekoliko kodrasti so bili gosti, mehki in bleščeči. Navadno jih je nosil dolgi čez obrat.
Doktor France Prešeren je bil velik ljubitelj otrok. V Kranju je imel zanje krajcarje in polne žepe fig, zato so ga klicali kar doktor Fig. Večjega premoženja pesnik Prešeren ni nikoli imel. Kako neki bi ga tudi imel, ko pa se mu denarja prav nič ni zdelo škoda. Zanj je imel denar vedno samo takrat, kadar ga ni imel. Posebno za revne ljudi je bil Prešeren prava duša. To so vedeli reveži v bližnji in daljni okolici, zato so hodili kar naprej k njemu, nekateri celo po večkrat na dan. Če je imel 2 suknji ali 2 para škornjev in je videl reveža, ki jih ni imel, ga je brž oblekel ali obul. V enem od svojih sonetov Prešeren pripoveduje, da je ob nekem naključnem srečanju v začetku 30 let v njegovem srcu nepričakovano vnela ljubezen do 17-letne Julije Primic, hčere ljubljanskega trgovca Janeza Primica in njegove žene Julijane. To nežno dekle je v pesnikovem srcu prebudilo novo življenjsko upanje in takrat so se mu začele porajati najnežnejše in najglobje ljubezenske pesnitve. Največ brezskrbnih ur je Prešeren preživel skupaj z Andrejem Smoletom. Njega je imel poleg Matija Čopa najrajši. Tudi Smole je bil zelo izobražen, saj je znal več jezikov in je prevajal iz angleščine, zbiral slovenske ljudske pesmi, ter se je sploh močno zanimal za domače in bogoslovstvo. Ker je bil razen tega še zmeraj vesel in dobrega srca, je bolj vase zaprti pesnik pogosto iskal njegovo družbo. V četrtek, 7. februarja, je bilo Prešernu slabo. Huda slabost je trajala vso noč. 8. februarja 1849 je pesnik malo pred 8 uro izdihnil. Dobra volja, pridi v
Res hudo je, če prele si za ta povprečen svet. Ko je v mestu veselica, nasmejana so vsa lica. Godba menja se nenehno, polka, rock'n'roll in tehno. Vse se plete, vse se zvija, vse polraste euforija. Moški, ženske, stari, mladi, vsi se imajo strašno radi. Bolj ko gleda te ljudi, bolj je jasno, da ga ni tipa, ki bi bil dosti lep, da bi šla se z njim vrteti. In ko se v polnoči vse še kar preznevrti, grabiti jo začne v muh, kar zasliši čudo hnut. Vse glasneje in vse bliže, da preubije mile viže, ko iz dnevnega obzorja stane bleda luč motorja. Tava tja, kjer je presišče.
spremlja pa takšen zvok, da vse pade pod zvok, saj rohni in ropota, kot iz drugega sveta, dokler končno ne ustavi, se v Urški postavi. Urško ko v njej parkira, kar potrese od nemira, hrupa vdihne, luce vtemne in iz siluete črne stane tip visok, koščen, lep kot kakšen maneken. Ko pa še čelado sname, zdi se, da je izmetala. Urška srepo v Bulivane, kot bi bil pred njo igran. Ti pa reče: Živijo mama, da bi malo zaplesala. In ker vod pa kar moči, tipček jezno zapiči. Kaj, Benta, bože kaj, eno hitro zdaj gre. Končno mene vreden tip. Dahne Urška in čez hip sav ljubezni zagori, da je plamen iz oči šigne s tako energijo, da prisotni energijo. Češ, kako je to mogoče, da ni tipu vsih nič hoče. Bend pa kako nor začela, da so v oknih vsaka zmila. Saksofoni zažalijo, iskre oči ne letijo in dim mije se iz kitare, da se zdi, da je požar. Ko se lepi par teles, zapodi v div ples. Da si skoraj izgove pleče. Ti pa tudi ni odkud, krepek je, čeprav je suh in oblada rock'n'roll. Urško dol, dol, na okol suče, Boga nima rad kot najboljši akrobat. In ker le, da ti je pravi, Urška nikdar se ne ustavi. Vse dokaj ne pride ura, ko je končno konec žura. Takrat reče Urška zama. Strašno dobro so plesala. Skoraj več ne čutim nogo. Daj, zapelji me en krog. Tipček najprej hladno glede, velik koz v čevnike, ker zakurla, stisne plin. Urška, ki sedi za njim,
pa ljubeče se ukrene, hlad, črne in koščene, so plesalček postale in že plate to daljave. Že pohodne se razve, da kjer mošče sabo dne. Neurejene so bankine in asfaltne zmokline. Te pretirana hitrost bili vzrok, da je zgrešil most. Zvlekli so motor iz reke, a od njiju niti obleke. In povedane besede popeljejo v zavedanje, kako lep in pomemben je naš slovenski jezik. Želimo vam lep praznik.